Potem imamo to situacijo v Meki, kjer Mohamed ni bil sprejet in njegov odhod v ta Jasrib, potem kasneje se imenoval Meka. Mogoče nam dr. Štepenc kakšno besedo o tem. Torej, vedno se je umikal v meditacijo na goro Hira. Leta 610 je prejel prvo razodetje, po muslimanskem verjetju naj bi se mu prikazal Angel Džibril. In tisto, torej prvi stavki, ki jih je prejel, so zapisani v suri 96, aje 1-5. Prvi stavek naj bi bil beri imenu svojega gospodarja, ki je ustvaril. In kljub temu, da je bil prerok Mohamed nepismen, naj bi ga Angel Džibril, Gabriel, pravzaprav v naši terminologiji, naj bi ga stisnil za vrat, ga na ta način spodbudil k učenju pismenosti oziroma branja. Mohamed je bil na začetku prestrašen, potem je pa torej nekako v zavetju svoje žene Hadiče, prve žene, se umiril in 3 leta pozneje začel pridigati islam. In glavne ideje, ki jih je prinesel, seveda so bile tiste, ki niso bile preveč všeč tedajnemu vladajoči družbeni skupini v Meki, to so bili korejšitski trgovci. Prva ideja seveda je bil dosleden monoteizem. Torej 112. sura v prvih 4 ajah pravi, reci Allah je eden. Njemu se vse obrača za pomoč. Ni rodil in ni rojen. Se pravi, da se izrecno poudarja, da nima nobenih sinov, da ni sam sin nikogar. Torej, zelo dosleden monoteizem, določene sunitske skupine vahabiti, vahabizem je predročil Saudski Arabiji, gre v tem monoteizmu tavhidu še nekaj korakov naprej, mu skoraj da že fanatično sledijo. Torej, to je bilo prvo pomembno sporočilo in mekanskim trgovcem, ki so bili seveda politeisti, to ni bilo všeč. Tisto, kar je pa pravzaprav Mohamedovo sporočilo zares uveljavilo in mu omogočilo, da je pridobil naklonjenost ljudi, je to, da si začel v okolju, kjer so mekanski bogati trgovci skrbeli zgolj za svoje lastne interese, oziroma so delovali individualistično, kopičili bogatstvo, pozabljali na socialno organiziranje, torej da je začel kritizirati in poudarjati, da bi se morala sama arabska družba vračati k tradicionalnim plemenskim, nomadskim načelom skrbi za šibkejšega, krepitev socialne komponente. To seveda korejšitev ni bilo všeč. Tako da zaradi tega vse večjega pritiska korejšitskih trgovcev se je moral, torej kot je Mohamed, umakniti v Jasrib. Tam pa so ga sprejeli zaradi tega, ker sta dve skupini družbeni, torej plemi Aus in Hazrač, sta bila nenehno v sporu in sta potrebovali arbitra. Zato sta Mohameda sprejeli kot arbitra, ki bi arbitriral med njimi. Hkrati pa, ker je bila v mestu že precej močna judovska skupnost, so pa že imeli stik tudi z monoteizmom. Tako torej, da je to prvobitno muslimansko skupnost oblikoval v Jasribu, oziroma kot se je pozneje to mesto prenovalo Medina, mesto, kar pomeni v bistvu prerokovo mesto. Središče mesta Meka je veliko svetišče, ki se imenuje Kaaba. In to svetišče je bilo pravzaprav nekakšen panteon. V tem svetišču je bilo polno podob oziroma kipov božanstev, ki so jih pa plemena iz arabskega polotoka hodila častiti v Meko. In s tem, ko so enkrat na leto prišli tja, da bi počastili svojega boga, so seveda prišli tudi trgovati v Meko. In od tega so največ koristi imeli seveda mekanski trgovci. In zato so se ustrašili, ko je začel Mohamed govoriti o enem samem Bogu, so rekli, lahko se zgodi, da ljudje nehajo romati v Meko. Kaj bomo pa mi prodajali, pa komu?